Doktor Žiga Turk, pozdravljen na Links podcastu. Danes je vreme mečkam bolj oblačno, ampak imamo tako lepo svetlo, da bo, mislim, da lahko imela en odličen pogovor. Hvala za povabilo. Najprej bom prebral par stvari o vas, pa greva na ključne tematike. Zato, da poslušalci in gledalci, tisti, ki vas morda manj poznajo, mazvejo. Torej, doktor Žiga Turk, profesor gradbene informatike na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, raziskovalec, torej mnogo stvari, publicist, bivši minister v vladi. V svoji več kot 40-letni akademski karieri je postal priznan strokovnjak za informacijske tehnologije, gradbeništvo, umetno inteligenco, prihodnost družbe in tudi demokracijo. Kot generalni sekretar, torej Reflection Group on Future of Europe, to je bilo od 2008-2010, in član evropskih strokovnih skupin, se aktivno ukvarja z globalnimi izzivi tehnologije, družbe in politike. Torej, res impresivno, vse nekaj let imate, pa vendar. Kar pa mi je bilo posebej zanimivo, ko sem bral vas, kako ste začeli. Začeli ste pa z eno revijo, ki sem jo tudi jaz kot najstnik bral, Moj mikro, in to že leta 1984. In na to se ukvarja z internetom od leta 1993 dalje. Kako ta zgodna fascinacija s tehnologijo, pa kako je to oblikovala potem vašo kariero kasneje? Ko pa vem, jaz mislim, da smo fantje nekako taki, da imamo radi igrače. In kot je en pregovor pravi, razlika je samo v tem, kakšne igrače imaš, ko si majhen, pa kakšne igrače imaš potem majčkeno kasneje. Saj tudi psihologija v resnih študijah ugotavlja, da nekako moške bolj zanimajo stvari, ženske pa bolj zanimajo ljudi ali pa odnosi. Kaj pa vem, računalništvo je bilo takrat nekaj novega. Zanimalo me je, bila je ena taka družba v Ljubljani, ko smo se dobivali, ker smo se izmenjevali programsko opremo. Morate vedeti, ni bilo interneta. Internet je bil, da si se s kolesom k nekomu zapeljal, prenos podatkov je bil, da si imel kaseto s programi v žepu. Smo tisto presnemavali. Brali smo tuje revije, pa se mi je pa zdelo, da tako revijo bi pa tudi mi znali narediti. Mi smo bili takrat, jaz sem bil v prvih letnikih študija na gradbeni fakulteti. Skratka, zelo mladi, in smo malo s pomočjo Radia Študent postavili to revijo na noge. In moram reči, bolj uspešno, kot rečeno, študentje, mladina, kot pa profesori iz Fakultete za elektrotehniko in računalništvo, ki so želeli delati revijo v povezavi z založniško hišo Dnevnik, mi smo bili pa na delu. In je pač Moj mikro precej dlje preživel kot Bit, torej naša konkurenčna revija. Mi smo tudi jugoslovansko izdajo, tudi če imam kakšne stike še vedno z prostorom bivše Jugoslavije. Moj mikro, naša generacija, morda še vaša generacija še pozna. In pri novi tehnologiji je vedno to fajn, da ko je nekaj novega, nekako je una druščina, ki se s tem novim ukvarja, zelo fajn. Potem pa pride masa, pride množica, pride vse ostali, in pa je tista fraza, there goes the neighborhood, se pravi, gre okoliš, se poslabša. In podobno je bilo v bistvu potem malo kasneje z svetovnim spletom, pa z blogi, pa z X-om oziroma s Twitterjem. Pa se mi zdi, da bo zdajle s podcasti nekaj podobnega. Ampak če nekako si pred valom, ali pa če si tam na tistih zadnjih stvareh, najbolj modernih stvareh, ki se dogajajo, si ponovadi v dobri družbi. Kako pa, glede na to, da sledite tehnologiji in trendu že vsa ta leta, glede na to, da se pospešek razvoja povečuje, kako pa sledite danes? Se ne vem, če se pospešek pospešuje. Stvari gredo, bom rekel, lepo naprej. Gredo naprej v nekih, kako bi rekel, ni ta napredek linearen. Je eksponenten, ampak eksponenten je razvoj, torej Moorov zakon, hvala Bogu, še vedno deluje, stvari se cenijo. Kar se pa konceptov tiče, je po vsakih nekaj let neka razmeroma breakthrough, neka velika sprememba, ki v marsičem vse do tedaj pridobljene pozicije
uniči, izravna, popolnoma odpre trg za nekaj novega. Ne, tako je bilo recimo, kaj pa veš, PC je bila prva taka sprememba, ne, pač takrat si bil lahko IBM, ne, pa so se ti potem na PC trgu vsi mogoči pojavili, ne, pa IBM-a zdaj tam sploh več ni, ne, pa ste imeli Dell, pa bom rekel vse ostale, ne. IBM se je prodal na Kitajsko. Potem so bili ti sistemi omrežja, novel, ne vem, vse sorte, ne, Deknet, pa se potem pojavi internet, ne, pa spet nova generacija podjetij, ki jih prej nikjer ni bilo, pa postanejo največja, ne. Pa se potem pojavijo iskalniki, pa vse te tehnologije okrog oblaka, vse storitve grejo v oblak, ne, pa se Google pojavi, pa spet vseh tistih, kar naenkrat ni, ne. In zadnja taka disrupcija, ne, je pa umetna inteligenca, ne. Ker spet, sej ta stari, ne, jih ne uničijo te stvari, ne, ampak odpre se prilika za, bom rekel, podjetja, ki jih pred, ne vem, 10 leti ni bilo, a so bila pa bistveno manjša ali pa bistveno manj pomembna, ne. OpenAI zdaj, kaj zvem, tle tekmuje z Googlom, ne. Nvidia prehitela Intel, ne, ki jo pa ne vem, 10 let nazaj, ne vem, če je kdo za Nvidio, pač, teli, ki smo se z igricami pa z računalniško grafiko ukvarjali, smo to mečkano sledili, pa so bili tudi oni ena od grafičnih kartic. In to je pri tej tehnologiji po svoje v redu, da gre tako hitro naprej, da se skozi za neke nove talentirane, tudi mlade ljudi, odpirajo priložnosti, ne. In jaz sem to na svoji koži občutil in še vedno zdaj tudi študentom pravim, ne, vi boste zelo težko konkurirali s talim inženirskim mačkom, ko bo treba hitro zračunati ali pa oceniti, koliko bo pa armature v temle stebru, ko bomo pa imeli v tele stavbi ali pa mostu, ne, kakšne dimenzije približno bo to imelo, ne. So pa lahko zelo hitro konkurenčni, ker znajo informatiko, informacijska orodja, zdajle umetno inteligenco, lani BIM, ne, ker so v tem boljši, bolj izvežbani in je to ena taka, ko bi rekel, prehitevalni pas v karieri lahko. Ja, tem mladim pragmatičnim omogoča hiter prodor in da lahko mladi še hitreje prehitijo te velike, kar je zelo dobro za razvoj. Kaj mi je pa zanimivo, predvsem ta primerjava Evropa-Amerika, že 10 let nazaj mislim, da je bila statistika taka, da je bilo 100 največjih internetnih podjetij, od 100 največjih internetnih podjetij je bilo 85 ameriških, vse ostalo se deli v cel svet, danes je po mojem statistika še slabša. In tudi, ko gledamo umetno inteligenco, vsa glavna podjetja, ki imajo dejansko generativne stvari, so vsa ameriška. Mi imamo Mistral, imamo nekaj sicer dobrih, ampak tudi tisto dobro podjetje se ponavadi prodajo v ZDA. Zakaj v Evropi ne uspemo narediti nekega preboja? Na taka luštna ilustracija se je zgodila včeraj oziroma danes, ne, Lindsey Vonn. Ne, smo sledili smučanje, z nekim občudovanjem gledaš, ne, gospa par, koliko 40, 41, ne, se je odločila, da pride nazaj, v bistvu je prišla nazaj zaradi olimpijade, pa se je skeglala koleno, par tednov nazaj, ampak je rekla, sej to bi se vsem dal smučati, z eno opornico gre na progo, pade katastrofalno, se poškoduje, ne. In potem je slovenski komentarji so v smislu, kaj je pa tega treba, ne, a ni dosti stale, zakaj pa je treba to tvegati, zakaj se je pa treba toliko gnati pa truditi, mar bi lepo doma po televiziji to gledala, ne. Se je že vse 10 let, ne. V nekem slovenskem športnem časopisu je bilo to, pa tudi v teh družbenih omrežjih nekako taka klima, ne. In ameriška klima, ne, wow, upa se, fajta, ne, je šla, kljub temu, da je bila poškodovana, ne. Skratka, kulturi sta različni, ne. V Ameriko so tudi odšli ljudje, ki so bili pripravljeni tvegati, ne, ki so pustili vse tlele domače, ne vem, lahko ljubezen, možnost neke povprečne kariere, ne. So vse pustili, so šli tja, ne, so prebrani ljudje, ki so tja prišli, in je taka kultura, ne, ki nagrajuje tveganje, ki nagrajuje vztrajnost, ki nagrajuje ta grit, kot oni pravijo. Tle smo pa tako malo bolj nazihar, ne, pa smo tudi z malim zadovoljni in so temu primerni rezultati. Težava je samo v tem, da so zdaj trgi tako veliki, tako globalni,
da na nek način nagrad za drugo mesto ni več, ali pa recimo nagrad za četrto, peto, šesto mesto pa res ni več. Ne? Vi imate praktično v teh IT industrijah na vsakem področju 2-3 firme, ki so res vrhunske, ne? In vsi ostali imajo bom rekel, velike težave. Zakaj? Zato, ker je trg globalen, se ne rabiš imeti, tako kot imaš pekarno za vsakim vogalom, ne rabiš imeti Google za vsakim vogalom, ne rabiš imeti Nvidia za vsakim vogalom. Je v bistvu ena dosti za cel svet, pa fajn je, če je še ena, da ne mora mečken tekmovati z nekom drugim. Ne. Imaš dosti, če imaš Apple, pa imaš Huawei, pa morajo tekmovati. Ne. Ali pa imaš iOS, pa Android, pa morajo tekmovati. Ne. Skratka, in seveda zato, ker so nagrade svetovne, ne, so tudi ti ljudje, ki so naredili denar, ne, so ta podjetja toliko vrednejša, ker so globalna podjetja. Če pa imaš pekarno za sosednjo ulico, imaš pa konkurenta 3 ulice naprej. Ne. Zdaj, v tem kontekstu vaša kariera je, če bi pogledal zdaj za nazaj, ste zelo ambiciozni, taka vseobsegajoča. Ne, to pa podjetništvo, akademski svet in politika. Ne? Da malo ljudi je, ki poskusi toliko različnih stvari. Kaj bo trovalo k temu? Ne, jaz pa mislim, da pravzaprav nisem ambiciozen. Ne? Da sem skoraj bi rekel mečkano len. Jaz sem v 90-ih možnost iti v Silicijevo dolino, pa se mi, kako bi rekel, kot sem prej razlagal, vse je tlele čisto redo. Tako da tudi kar se tiče recimo znanstvenih ali pa političnih dosežkov funkcij, jaz sem nekako ta občutek, no, da če v 8 urah ne zmorem doseči nekega solidnega rezultata, pa se z napačno stvarjo ukvarjam. Ne? In kljub temu, da se zdaj ukvarjam z celim kupom recimo takih hobijev na robu tehnologije oziroma na tem robu med tehnologijo in družbo in politiko, sem čisto zadovoljiv ali pa zelo uspešen ali pa med bolj uspešnimi, kar se tiče znanstvenega dela. Ne. Verjetno, če bi imel več tega ameriškega duha, ne, potem bi, ne vem, hotel biti predsednik vlade, rektor univerze v Stanfordu ali pa, ne vem, solastnik kaj pa vem, kjerga podjetja tam v Silicijevi dolini. Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi takrat v 90-ih šel v ZDA? Ne? Ja. No, veste, firma, ki je šla na borzo, ki je imela milijardo, ne, tržne kapitalizacije, je delala 30% prometa z manj softverom, ne, ki sem ga jaz brez neke, kako bi rekel, pametne finančne ambicije, sem bil vesel, da se komu zdi fajn. Ne? Ja. To je, kako bi rekel, več velikostnih razredov, kako bi rekel, slab ekonomski učinek. Ne? Zdaj pa pogrešam. Ne? Seveda. Bil pa ste minister v 2 ministrski poziciji ste imel. Kaj pa bi lahko rekel, da ste vzel iz teh kot učna krivulja iz teh pozicij, pa morda prinesel k sebi nazaj v akademski svet pa druge projekte? V bistvu je fino videti včasih kakšno stvar vznotraj, o kateri imaš od zunaj, imaš mogoče od zunaj napačen vtis, ne? In če si v neki zadevi not, imaš pa od znotraj napačen vtis. Ne? In v bistvu to, če mu res pravim, da so imel neka sobotna leta v politiki, ne? Ja, vidiš, da je politika navznoter dosti bolj banalna, dosti bolj preprosta, nič tako, zvenečega, ne, kot se to kaže po televiziji, ne, da tisti ljudje niso nič posebnega, da niso nič, ne vem, reda velikosti bolj pametni ali pa bolj iznajdljivi ali pa bolj tudi pokvarjeni, če bi tako sodil. Ne. Po drugi strani si pa zunaj, ne, pa akademski svet, pa znanost, pa če hočete BIM, pa tehnologijo, pa vse to začneš, kako rekel, imaš možnost, ko prideš nazaj od zunaj pogledati, oziroma si v nekem trenutku zunaj, pa se tudi morda kakšni
kakšne tehnologije, kakšni trendi, razvoj kakšnih dogodkov. V znanosti, ne, v katerih si, ne, takrat, ko si not, je od blizu vse zelo veliko videti, ne, se ti zdi, da pa se to pravzaprav pa ni nič tako zelo posebnega. Ne. Skratka, eno distanco mogoče dobivaš, ki ni vedno in nujno pozitivna. Ne. Včasih, ko si not pa blizu, morda še bolj, se ti zdi vredno se za nekaj zagreb, za nekaj potruditi. Malo mogoče pa to se starostjo pride na ene tako cinično distanco, do marsičesa dobivaš. Ne. Ok, zdaj vaše strokovno področje pa eno izmed je gradbena informatika, specifično BIM. Zdaj, če bi mogla odgovoriti najprej osnovno, zakaj je BIM tako revolucionaren? Tle prijemo zdaj do tega, ne, ko gledaš zdaljave, ne, a je res tako revolucionaren. Ne. Pač vi v vsaki industriji, pri vsem, kar ljudje delamo, je ponovadi fajn, da imamo informacije, oziroma da tisto, kar počnemo, je evidence-based, se pravi, da delaš na podatkih. In seveda za informacije je fajn, da so nekako pospravljene, ne? Da tisto se spomnimo tega, kar beseda forma v besedi informacija pomeni, skratka, da imaš pospravljeno. Ne? In BIM je to omogočil, oziroma je postavil neko ogrodje, kako organizirati informacije, ki jih imamo o grajenem okolju, bodi si o nečem, kar bomo šele gradili, ali pa nečem, kar gradimo, ali pa nekaj o nečem, kar že je. Ne? Jaz malo vedno študentom tudi demistificiram te tehnologije. Ne? Rečem, a ste se igrali s Simsi, ko ste bili otroci? Ne? To je ena igrica, punčke jo imajo rade, kad nekaj sestavljaš. Ne? Ja, vsi Sims je tako kot BIM, samo da pač ni tako natančen, pa kodirati se ne da. Pa, skratka, imaš neke elemente, pa iz tega sestavljaš hišce, ne? Ali pa podoben kot Lego kocke. Ker sem bil jaz majhen, pa smo se z Lego kockami igrali, so imeli kocke navadne, se pravi, kvadrček, pa razlika je bila, a je imel 4 bradavičke, jih je imel 8, a je bila kaj daljša, tajša. Ne? Danes, ko se z Lego kockami igraš, skratka, tisti je blok kot AutoCAD, ne? Si imel neke splošne kocke, iz katerih si pač lahko karkoli naredil, če si predstavljal, kaj je potem tisto. Ne? Danes, ko greš Lego kocke kupiti, imaš pa Lego kocke, s kateri lahko sestaviš, ne vem, raketo tamle iz Star Warsa, ne? Ali pa sestaviš lahko šopek razrož. In v bistvu dosti drugega, kot tistega šopka ne moreš narediti, pa dosti drugega, kot tistega Star Warsa ne moreš narediti. Ne? In jaz zdaj ne vem natančno, kjer je Lego kocke v resnici za otroke boljše. Ne? Ker to, da si pa znaš predstavljati, pa da ene par kock sestaviš, pa rečeš, to je pa zdaj avion, ne? Ali pa tisto zadeva, ki izgleda točno kot avion. Sam iz teh koc jaz lahko naredim še marsikaj drugega, z teh lahko naredim pa sam avion. In dejstvo je, da imamo zdaj bistveno boljši informacijski management. Ne? Meni je od vseh razlag kratice BIM najbližja tista, kar reče Better Information Management. Ne? Boljše upravljanje informacij. Ogromno tega pospravimo v modele, ki so konzistentni, skratka to, kar si predstavlja nekdo kot eno RVT-datoteko ali pa federacijo teh modelov, zraven imamo pa še vedno kup nekih informacij tukaj na robovih, ki jih je ravno tako treba upravljati, v zvezi s katerimi je ravno tako treba red narediti. In tisto, kar se dostikrat naša stroka, tudi mi, pa verjetno vi, pa še kdo pozablja, ne? Da vseh teh informacij nimamo zato, da imamo informacije, ne? Ampak imamo zato, da informirajo. Ne? To je pa drug pomen besede informacija, da informira, skratka, mi jih imamo zato, da bo na podlagi tega lahko nekdo nekaj naredil. Ne? In če ta človek ne rabi LOD 450, ne? Včasih ne rabi ti modela, včasih ima zadosteno skico na roko narisano, pa bo točno razumel, kaj treba narediti. Ne? Tako da se mi zdi, no, da po tej začetni fascinaciji s tem, kako je to fajn, da bomo mi lahko digitalno repliko, ki je točno taka, kot, mislim, narekovajo, točno taka, kot tisto, kar bodo na koncu zgradili. Ne? Pa potem do tega, ne, okay, kaj pa pravzaprav rabijo, da bodo to lahko zgradili na gradbišču? Ne? Kaj pa rabi izvajalec? Ne? In ko se zavemo, da je potreben tudi nek, kako bi rekel, imate eno celo filozofijo managementa, ki se reče lean. Ne?
se pravi vitka proizvodnja. Lean Information Management, ravno tako, kjer je tisti najmanjši nabor informacij, ki je še zadost. Ker če imaš manj informacij, pomeni si manj denarja porabil za to, da si informacije naredil, pa tisti, ki uporablja informacije, bo manj časa porabil za to, da bo našel, kaj pravzaprav res rabi. Ne? Tako da ta informacijski overload, ne, do tega tudi velja biti pozoren. Je pa absolutno velikanski napredek od ne imeti nobenih načrtov, do imeti lepo narisane v merilu na papir 2D, pa potem z AutoCAD-om, ne, pa potem 3D z vsemi mogočimi informacijami. Ne. Jaz sem tudi že toliko časa v tej skupnosti BIM-a, ne. Jaz sem delal magisterij leta 89 je bilo po moje, ki je imel naslov Razredi objektov za modeliranje v gradbeništvu. Se pravi, angleško je bilo to Classes of Objects for the Modeling and Construction. Ne. To je Industry Foundation Classes, malo z drugimi besedami, ki se je pojavil enih par let, oziroma 5-6 let kasneje. Skratka, razmišljanje o tem, kako bi to na objekten način z objektnim programiranjem oziroma z nekimi objektnimi zbirkami podatkov predstavljali, ne, grajeno okolje, to so zelo stare ideje. Ne. In zanimivo je, da takrat, ko se je o tem zgolj teoretično razmišljalo, ko ni bilo možnosti, da pa software narediti, programirati, ne vem, Revit, Archicad, ne, da je bilo tam še cel kup nekih idej, ki jih še danes v softwareu ni. Recimo to, da vem, če imate vi eno steno, ne, vi imate danes tokle velika, ne. Ampak v resnici imaš ti, koliko mora biti velika, ne, koliko bi rad, da je velika, pa koliko so na koncu naredili, da je velika. Recimo, ne, skratka, da imaš vsaj te 3 podatke, koliko je zahtevano, koliko je projektirano, koliko je izmerjeno potem. Ne. In še marsikaj takega se najde. Zdaj, če bi se vprašala, kaj je največji napredek gradbeništva v zadnjih 40 letih, sploh tehnološko gledano, a je to BIM ali kaj drugega? To je zelo, po moje, odvisno, kogarkoli bi vprašali. Ne. Imamo definitivno skozi informatiko bistveno boljše informacije, imamo bistveno boljše planiranje, imamo bistveno bolj natančen costing, se pravi, torej kalkulacije, napovedovanje stroškov. Se mi zdi, da pa vzorc pa še vedno presenetljivo podoben ostaja, kot je bil. Ne. In se mi zdi, da šele prihajamo v čase, ko bomo, kako bi rekel, ta glavne profite oziroma ta glavne prednosti teh tehnologij začeli žeti. Ne. In to bo takrat, ko bomo nekako nehali projektno gledati na gradbeništvo. Ne. Ker dokler je gradbeništvo projektno, pomeni, da imate vsak projekt posebej, pomeni, da ga delate na nek način, kakorkoli gledamo, še najbolj podobno obrtnemu. Ne. Prideš k obrtniku, pa ti projektno naredi obleko, ali ti pa naredi čevlje, ali ti pa naredi omaro za domov. Ne. Vsak objekt je prototip. Vsak objekt je prototip, vsak objekt je unikaten, predvsem za vsakim objektom se cel kup stvari pozabi. Ne. In seveda, če imate vi načrte na papirju, sej, rekel, ne morete jih nesti v drug projekt. Ne. Lahko ste veseli, je bila cela znanost okrog tega, da tisti ljudje, ki so vam te načrte delali, ostajajo v podjetju, pa njihovo znanje vi lahko izkoristite v nadaljevanju. Ne. Ampak zdaj gre pa za to, da iz projekta v projekt lahko nesemo podatke, informacije, objekte, makroje, algoritme, postopke, ne, use case. Ne. Zakaj bi vsakič posebej odkril, po kakšnih korakih pa mi projektiramo tole, po kakšnih korakih delamo pa tole. Ne. Saj to bi se dal, rekel, nekje imeti knjižnico, pa samo ven potegniti. Ne. Podjetja znotraj podjetij to delajo. Tisto, kar bi bilo zanimivo, je, da bi na nivoju industrije se to dogaja. Ne. Nekdo na Japonskem je delal takle supermarket, ki ga mi zdaj delamo, ali pa neko rešitev znotraj, ne vem, tako in tako dvigalo v kombinaciji z unim. Ne. Ker v resnici tako unikatno gradbeništvo ni, ne, kot izpade na prvi pogled. Ogromno stvari se ponavlja in takrat, ko bomo te stvari, ki se ponavljajo, sposobni industrializirati in
jih organizirati tako, ne, da bo vsaka ponovitev stala en košček cene tega, kar smo delali prvič. Ne. Takrat bomo tudi pri produktivnosti začeli loviti industrijo, ne, ki pa ravno s serijsko proizvodnjo, ki s ponavljanjem bistveno povečuje svojo produktivnost. Prenesti masovno proizvodnjo iz drugih industrij v gradbeništvo. Težko, ne, ker so razmere čisto druge, ker tam še v gradbeništvu bo ostalo to, da bomo mi delali unikate ali pa stvari, ki so skoraj unikati. Ne. Ampak znotraj teh unikatov, ne, pa lahko najdemo in moramo najti kup stvari, ki pa se ponavljajo, ne, ki pa so skupne. Ne. In zakaj bi vsakič posebej odkrival toplo vodo, če lahko porabiš nekaj, kar je nekdo že naredil, pa ne, ker si ti naredil na prejšnjem projektu, ali pa je tvoj kolega v isti firmi naredil na prejšnjem projektu, ampak nekdo, ki je nekje na svetu to že naredil. Ne. In recimo v programiranju, ne, razmeroma malo ljudi dvakrat programira neko isto stvar. Ne. Imate cele te platforme, kjer se različne knjižnice izmenjujejo, ne, kjer rabiš to, rabiš uno, rabiš tretje, pobereš, sestaviti skupaj dela. Kot Lego modul. Ja, malo je problema, kako to intelektualno lastnino varovati, oziroma model ne sme biti ta, da ti daš, in to je v softveru pogosto, ne, pač daš zastonj. Ne, pač daš tja zastonj, pa nazaj vzameš zastonj. Če bi uspeli narediti trg iz tega, ne, potem bi bili vsi zadovoljni. Ne, in tisti, ki da nekaj not in bi iz tega potem nekaj služil. In seveda tisti, ki porabi neko osnovo, nek del nekega dizajna, ki ga je nekdo drug naredil, neko rešitev, ki je nekdo drug naredil, nekaj mečkega ga plačaš, namesto da jaz to sam toplo vodo odkrivam. To se mi zdi, no, da skozi platforme prihaja, ne, in vsi ti ta veliki proizvajalci modelirnikov, ne, poskušajo, ko se mi zdaj ne prodajamo tega softvera, ne, mi dajemo na voljo platformo, ne, osnova te platforme je ta naš podatkovni model oziroma ta naš recimo BIM baza in tako naprej. Ne. Ene par softverov smo mi pripravili, ki znajo s tem delati, ampak kdor je tle sposoben, ki je okrog še kaj narediti, ta bo lahko nekaj zaslužil. Ne. Govorili ste o gradbeništvu X.0 kot globalni usmeritvi. Ja, X je mečkano, tisto lahko tudi kot 10, ne, rimsko številko razumemo. Mečkano spet, kako bi rekel, naveličano, ker se je v nekem trenutku pojavila industrija najprej 4.0, potem gradbeništvo 4.0, kot ena taka razmeroma jasna ideja, kako narediti naslednji korak v industrializaciji oziroma pri uporabi digitalne tehnologije. Potem je pa zmeraj tako, ne, ko nekdo pride za N.0, ne, potem se nekomu zdi, da je ful veliko pogruntov, ko naredi N+1. To je bilo podobno pri BIM-u, so prišli do 4D, ne, pa nekdo reče, bomo imeli pa še 5D, pa 6D, pa 7D, samo tam en slajd je prišlo, mislim, da do 8, pa sem ga par let kazal, pa en študent dvigne roko, prav, profesor, tle sem jaz našel 12D. Ne. Vsem, ki, bom rekel, mečkam bolj trezno gledamo na to, je jasno, ne, le dimenzije so do 4, tisti naprej so pa potem neki aspekti, vidiki, ne vem, z vidika stroškov, z vidika zelenosti, z vidika menedžmenta, z vidika vzdrževanja itd. Ampak ni pa dimenzija to. In podobno je to je pač nek marketing na eni strani softverskih firm, na drugi strani tudi znanstvenikov, ne, ko nekdo pride na konferenco z nekimi idejami, pa je glavna ideja ta, da je pač številko za eno povečal, ne, pa se nekaj malega spomnil tam zraven. Drugače pa tisto, kar veš, vsem mislim, no, da imamo glede 4.0 še kar nekaj za narediti, bistvo tega je, ali pa tista stvar, ki nekako je ena taka enostavna, jasna meja med recimo neko avtomatizacijo pa kompjuterizacijo, kot jo poznamo v industriji, gradbeništvu 3.0 pa 4.0, ta, da pri 4.0 naj bi bil ta vmesnik med digitalnim svetom pa med fizičnim svetom, tako rekel, brez človeškega posredovanja. Vi danes naredite stvar v BIM-u, imate digitalno
digitalen model stavbe, a ne? Ampak ko je treba ta digitalen model prenesti na gradbišče, ste vi na tem gradbišču, če ste Jack, ne, nimate na papirju izrisa, izbima, ampak imate tablico ali pa imate še neka VR očala, ne, pa ti zgledate, pa potem tako nadirate, kaj ne se zgodi, ampak ste še vedno človek vmes, ne, med kibernetskim svetom pa med fizičnim svetom. 4.0 prav brez posredovanja človeka, bi tle šlo in gleda tehnologije, ki delajo to brez posredovanja človeka. Ne. Jaz sem vozil, da Google Maps, ne, cyber svet v Google Mapsih, ampak kam bo šel pa avto, pa je šoferom. Ne. Če imamo samo vozeče avto, bi bil to 4.0 koncept, ne, bi pa me sam pripeljal semle. Ne. In podobno si lahko predstavljate, da se lahko potem tudi na gradbiščih dogaja z roboti, s pametnimi stroji in tako naprej. Tako da se mi zdi, da imamo še za 4.0 zelo veliko dela, ne, in da zdaj višati to številko ni nič posebej novega. Ne. Ja, sklepam, da bo gradbeništvo med panogami ena izmed bolj na repu implementacije tega, ker imamo regulacijo, imamo toliko enih spremenljivk, da je uvesti popolnoma avtonomno delovanje težje kot v kakšni drugi panogi. Mislim, da so druge industrije z vidika rezultatov, ne, z vidika tega, da skrbijo za varnost ljudi, v bistvu podobno regulirane kot gradbeništvo. Se tale fotoaparat, ki me snema, se mora imeti tudi neko CE oznako, pa mora kup enih stvari izpolnjevati. Čevlje, ki jih imamo na nogah, pa tale ura, pa ne. Podobno kot morajo stavbe nekaj izpolnjevati. Ne. Težava je, se mi zdi večja v tem, ne, da industrijski izdelki, o katerih sva govorila, nastajajo v nekem kontroliranem okolju. Ne? In znotraj tega kontroliranega okolja je določene vrste avtomatizacije gotovo dosti lažje implementirati kot na gradbišču, ki je vsakič drugačno, kjer je vsakič druga kvadratura, klima, zemlja, razpored, načrt gradbišča in tako naprej. Ne? Ampak spet, ne, če imate vi neko algoritmično avtomatizacijo, ne, skratka, če morate pripraviti neke rešitve, ki se bodo potem avtomatsko ponavljale, seveda to dosti lažje naredite enkrat za vselej, za tovarno, pa se to potem tam dogaja. Ne. Ko imate pa enkrat umetno inteligenco, ne, ki se zna večkrat sama znajdati, ker imate inteligentne, recimo stroje, robote itd., postane pa prednost urejenega okolja bistveno manjša. Ne, če si vi predstavljate avtomatizacijo proizvodnja nekih avtomobilov, ne, tam delajo stroji, delajo tudi roboti, ne, ki so za neko specifično operacijo v tistem okolju prilagojeni ali so pa splošni, pa jih prilagodijo za to, da dam na fiksnem mestu v točno določenem prostoru ob takem inputu naredijo takle output. Ne. Za vse tisto, kar te stroji ne morejo, je povsem sem pa kakšen delavec, ki to naredi interaktivno. Ne. Ko bo do tega delavca tam zamenjevali za nekim humanoidnim robotom, ne, ko bo ta humanoidni robot dovolj dober, da bo tistega delavca nadomestil, bo pa morda, oziroma jaz sem prepričan, tudi dovolj sposoben, da bo nadomestil delavca na gradbišču. Ne. In v tem trenutku se bo pa pokazalo, da to mogoče ni tako težko. Oziroma, tudi kar kot jaz študente učim, ne, je gradbeništvo je za informatizirati in avtomatizirati težje, kot kakšna druga panoga. Ne, so težje rešitve. Mi imamo tele bime že, 20 let. Ne. Pred leti je prišla cela fama v drugih industrijah, digitalni dvojček, pa zdaj to, ne, pa so vsi s temi digital twin noreli. Rečeš, mi imamo to že 20 let, sam zdaj drugače je reka. Mislim, ok, so neke razlikice, ampak koncept je pa tam. A vidite v gradbeništvu umetno inteligenco prej kot priložnost ali prej kot tveganje? Vse tehnologije so priložnost, ne, in so, kako bi rekel, tveganje za tiste, ki zamudijo. Je pa za marsikakšno tehnologijo včasih težko naprej vedeti, a je, torej v katerem trenutku jo implementirati, ne? Ker če si prezgodan, se
zamujaš, ukvarjaš, tudi drago plačuješ neke tehnologije, ki še niso povsem zrele. Če si prepozen, te je konkurenca medtem že prehitela. Saj to so cele knjige o tem, kako in v katerem trenutku sprejeti neko tehnologijo oziroma implementirati neko tehnologijo. Mislim, da ima ena naslov Fast Second. Se pravi, da nisi prvi, ampak si drugi, ampak takrat hitro. Ko vidiš, da je, takrat miš pa napolno v to. K sreči so trgi odprti, podjetja v različnih trenutkih vstopajo in se potem pravzaprav za nazaj izkaže, kateri je imel. Verjetno neko podjetje, ki je recimo BIM uvajalo pred 15 leti, je imelo ogromno stroškov, zobe so si polomili, pa verjetno pravih učinkov ni bilo. In neko podjetje, ki bo začelo BIM uvajati čez 5 let, vprašanje, če bo čez 5 let sploh še obstalo, če ne bo delalo v BIM-u. Če ne dela zdajle v BIM-u. Ja. Morda tukaj še taka svetla pot za Evropo. Prej sem govorila, kako Amerika prehiteva Evropo, ampak v tem kontekstu, recimo Evropa je prva, ki regulira umetno inteligenco na svetu, medtem pa jo Amerika tehnološko zelo prehiteva. Morda pa je ravno v ta first, second, potem. To se sploh že strinjam. Ta regulacija pri tem fast second, bom rekel, nima nobenih posledic. Zaradi te regulacije imamo v Evropi težave z dostopom do najnovejših tehnologij. Imajo naša podjetja, evropska, težave z dostopom do najnovejših tehnologij. Google je imel že dolgo nazaj, je bila cel ta Google ekosistem podprt z umetno inteligenco, skratka plugini za Gmail, za vse ostalo. In potem to z nekim zamikom pride v Evropo. In to ni samo problem evropske AI industrije, ampak je problem vseh industrij, ki bi bili lahko skozi AI opolnomočene oziroma produktivnejše in potem zaostanejo za Združenimi državami. Tako da tukaj se po mojem nič ne smemo s tem tolažiti. Ta regulacija je jaz sem tukaj mogoče ideološko na tej strani, da manj kot je pravil, manj kot je regulacije, načeloma boljše je. Tudi pri taki stvari, ki je tako zelo nova, kot je umetna inteligenca, se je težko, veste, kar vnaprej spomniti, kako bi pa to regulirali. In tukaj je anglosaksonski pravni sistem v prednosti, ker ne temelji toliko na nekih vnaprej napisanih zakonih, ampak temelji na preteklih odločitvah sodišč. Skratka, ko v zvezi z umetno inteligenco nekaj pride na neko sodišče, se tam dva v zvezi z nečem skregata, sodnik na nek način odloči, in potem tista odločitev za vse podobne spore velja. Se ni treba, pravna praksa, in se ni treba vnaprej izmišljati, kaj vse bi šlo lahko narobe. Veste, to so, bom rekel, absurdne stvari, s katerimi se v Evropi streljamo v koleno in delamo naše gospodarsko okolje neprijazno za firme, povzročamo jim polno nekega dela za pravnike, težje je delati. Mi imamo banalne stvari na fakulteti, imaš lahko težave, da zveš kakšne podatke o kakšnem študentu. Ne vem, nimamo v študentski evidenci, tam, ko imamo vse študente, nimamo njihovih slik. Se nekdo boji, da bi bile še slike, da ko pride študent na izpit, da imaš ti, kako bi rekel, da ni treba zdaj tam, da se on vsakič posebej z osebno izkaznico legitimira, ker so pa tudi kakšne pregnane, da koga drugega pošljejo pisati. In na nivoju gospodarstva je tega vse polno. Veste, cel svet klika tele kukije. Tudi nekam priletiš prvič, zdaj pa to, pa imaš tam ene 3 okenčka, in jaz mislim, da vsi avtomatsko tam klikamo, ja, v redu, vse. Veste, in je prepovedano, da bi imel v browserju neko kljukico, ki bi rekel, dej, browser, če jaz priletim na tako stran, pa to bi bilo komod za napisati, skripto, ker jaz priletim tako stran, ti mi tam samo od sebe klikam na to. Potem se pa avtorji spletnih strani znajdejo, pa imaš cookie, ki je obvezen, pa ti pa tam takoj zraven malo drugje prilinejo pa eno obsetijo naročeno notification od nas.
In seveda v neku, ki rečeš, jaz tam moš reči pa no, pa marsikdo se zmoti, pa po mojem 20% naročnin dobijo skozi to. Ne. In kaj smo s tem naredili? Ne? Nič, nekdo tam v Bruslju ima občutek, da je zavaroval oziroma poskrbel za ljudi. Kako pa vidite umetno inteligenco v smislu, da bo nadomestila toliko in toliko ljudi? Ali je ta sprememba, ki se kaže kot tako velika, morda nevarna? Vse spremembe so nevarne za tiste, ki so počasni, pa koristne za tiste, ki so manj počasni. Ne. Prav gotovo bo, tako kot številne druge tehnologije pred njo, uničila kup delovnih mest oziroma kup poklicev. Vi ste imeli v gradbeništvu nekoč poklic tehničnega risarja. Ne, je bil en inženir, ki je zaposlil s svojimi idejami in s skicami eno množico tehničnih risarjev. Potem so začeli inženirji seveda sami risati, ko se je enkrat AutoCAD pojavil, in zdaj sami porivajo knofe v BIM programih. Ne. Ampak zdaj, a so tisti tehnični risarji brez dela, ne, pač delajo nekaj drugega, pri čemer so, bom rekel, koristnejši oziroma je od njih večji učinek. Pretres bo, ne? Ampak največji pretres bo za tiste, ki se, ki te tehnologije ne bodo sprejeli, ki ne bodo pogledali, kaj pa lahko delamo zaradi te tehnologije hitreje. Ne? Sem prepričan, da marsikakšna stvar bo tudi odpadla, ne? Ker ko bomo enkrat prišli do tega, veste, da si, bom rekel, tukaj neki uradi ali pa neki birokracije izmenjavajo dopise, ne? In ko bodo ugotovili, da dopis napiše umetna inteligenca, pa odgovori umetna inteligenca, ne? In da je to žoganje, kako bi rekel, teče avtomatsko, se bo nekdo vprašal, rekel, čakajte malo, to je brez veze. Sej, podobno je pa z lažnimi novicami. Vi ste bil član neke Evropske komisije za lažne novice, a ne? Pred časom, in umetna inteligenca bo dodatno povečala pritisk na lažne novice. Lažne novice, jaz sem bil v tej skupini pred leti. Veste, lažne novice so bile v medijih, v novinarstvu vedno in ves čas. Kolikor lažje jih je producirati, toliko resno, toliko manj, toliko so tudi ljudje bolj sposobni, da jih odkrijejo, oziroma tako bom rekel, ne. Nek trenutek lažna novica funkcionira, potem se pa ljudje navadijo, da ne morejo vsemu verjeti. In to neha delovati. Ne. Ukvarjali ste se s temo prihodnosti dela. Kako, glede na to temo, vidite spremembe v naslednjih 10 do 20 letih? Vsakič, ko se kakšna nova tehnologija pojavi, se pojavi strah, ne, se bo pa izginilo delo. Ne. Od tistih ludistov v Angliji v 19. stoletju, pa pravzaprav do danes. Ne. Ampak zaenkrat se to ni zgodilo. Ljudje pač ena dela izginajo, neka druga dela nastajajo. Ne. Pralni stroj, ne, ni uničil delo, ne vem, gospodinj. Ne. Cel kup strojev ni uničilo delo v industriji. Tisto, kar nas je pred tem varovalo, ne, da bi ljudje ostali brez dela, ne, je to, da je hkrati za to avtomatizacijo so tudi rasle ambicije ljudi, ne, da bi imeli nekaj več, da bi imeli neko dodatno storitev, in so seveda tisti ljudje, ki jih je nadomestil stroj, so začeli delati nekaj drugega, ker smo ljudje še vedno želeli boljše živeti, imeti neko dodatno storitev, neke nove produkte in tako naprej. Če je ta tehnološki skok prehiter, ne, se lahko zgodi, da naša ambicija ne bo tega dohajala. Ne, ampak jaz še vseeno mislim, da je na svetu toliko ljudi, ki še ne živijo tako zelo dobro, da bo te želje, potrebe potem, da bi živeli boljše, da to ne bo kar tako izginilo. In seveda zato, da je tebi lepše, da ti živiš boljše, da ti več imaš, ti mora to nekdo narediti. Ne? In bomo imeli delo. Drug pogled je pa ta, ne, da smo mi vendarle kot ljudje, kot homo sapiens, če hočete, ustvarjeni ali pa smo se razvili tako, da prvič
sami sebe oziroma nas izpolnjuje delo. Ne vem, jaz se dobro počutim, če imam zvečer, ko pogledam nazaj, kaj za pokazati. Če imam dober občutek, sem nekaj naredil. Se zjutraj prej zbudim, imam občutek, danes ima pa nekaj zanimivega za delati. Ne. Delo nas izpolnjuje, nam daje nek smisel življenja, če hočete, pa ne v smislu, da nič drugega kot delo ne obstaja. Ampak zelo veliko imate vi velikih socialnih in psiholoških stisk v okoljih, kjer ljudem ni treba delati. Indijanski rezervati so recimo lep primer za to. Imate polno alkoholizma, diabetesa, debelosti, kriminala, mamil, ne, ker ni dela. Oziroma, ker ne delajo, ne, ker nimajo tega občutka. In tretji faktor je pa to, ne, da smo imeli do zdaj, po mojem mnenju, srečo, da je tudi odnose v družbi, ne, v kakšni relaciji smo mi med seboj, določalo delo, oziroma to, koliko je bil kdo pri delu uspešen. Ne, si bil majčkeno bolj uspešen pri delu, pa si majčkeno več imel. Ne, pa si bil majčkeno več ali pa majčkeno manj spoštovan v nekem svojem okolju. Zdaj, če delo ne bo vzpostavljalo relacij med nami, ne, kdo pa bo? Ne, a bo potem, ne vem, nekdo, ki je bolj priden, ne vem, recimo politično, ne, bo imel višji status, nekdo, ki je pa manj priden politično spet, ne, manj pravoveren, bo imel pa slabšega. Tako da si je težko predstavljati, mislim, da bi bilo nevarno, no, eksperimentirati za neko široko družbo brezdelja iz teh dveh razlogov. Da je delo pomembno za vsakega posameznika in da je pomembno za to, da strukturira, vzpostavlja odnose, ki jih imamo v družbi. Vendar smo velika večina vseh odnosov, ki jih opravljamo z drugimi ljudmi, je skozi delo. Ne? Je skozi delo tudi, ko greš v trgovino, ko greš v restavracijo, greš v hotel, ko nekaj kupaš. Ne? Greš kupiti rekelc, odnos skozi delo, nekdo me je sešil, jaz sem ta denar zaslužil, nekdo me je plačal. Ne? Brez delja bo zelo, zelo težko regulirati, menedžerirati in si ga ni zaželeti. Ne? Je pa verjetno, da bomo delali mogoče še majčkeno manj, da bodo dela bolj prijetna, da bodo bolj taka, ki nas veselijo, ki nas zanimajo. Ampak jaz mislim, da bo tudi tista Vodnikova ostala, no, da lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal, sicer bo socialna država za marsikaj poskrbela, ampak ne pa za, bo rekel, srečo in zadovoljstvo tistega, ki bo brez dela. Strinjam, več filozofij govori o delu kot smislu življenja, seveda o delu, ki spopolnjuje, ne pa v nekem garaškem, monotonem delu. Morda eno vprašanje za zaključek ali pa sporočilo, kakšno, če bi si sebe predstavljal nazaj kot mlad, in zdaj imamo pač nove generacije mladih, kakšno sporočilo bi dal njim, tem, ki vstopajo v svet ali podjetništva, ali tehnologije, ali pa akademski svet, neko popotnico? A sem že toliko star. Ne vem, razgledovati se velja po priložnostih, ki se odpirajo, in potem izbrati tisto, ki se zdi majčkeno preveč zahtevna. In iti po tisti poti naprej. In če se spotakneš in če padeš in če gre kaj narobe, ne obupati in poskušati ponovno. Ok, torej, ko rečem Američani, bite a little bit more than you can chew. Tako naj bo. Dobro. Doktor Žiga Turk, hvala za obisk. Upam, da meni je bilo tole zelo zanimivo. Upam, da vam tudi. Hvala za povabilo. Upam tudi poslušalcem in gledalcem. Hvala, srečno. Srečno.